prosi Jezusa za ozdravitev svojega služabnika, je zelo zanimiv. Kar dvakrat po posrednikih, po svojih prijateljih in znancih prosi Jezusa za pomoč. Najprej od doma pošlje svoje prijatelje in judovske starešine in da Jezusu sporočiti, kakšno zadevo ima. In ko potem vidi, da Jezus res prihaja, še enkrat pošlje svoje prijatelje in mu pove, saj sploh nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo in moj služabnik bo zdravljen. In na to še potrdi, kako zaupa, da ima Jezus moč nad boleznijo, podobno kakor on, ki ima oblast nad svojimi podrejenimi, ukaže temu, da stori to, onemu drugo in tako ubogajo. Ta ponižnost, to zaupanje, to prepričanje, da Jezus more storiti vse, ozdraviti služabnika in da tudi sebe izkaže kot nevrednega. To je pravzaprav tisto, kar Jezus pri njemu občuduje, pa ne le pri njem, ampak pogosto krat ugotavlja, da so nekateri tujci bolj nekako Bogu dani, kakor pa Izrael, ki se je kar nekako navadil, da ima Boga v svoji sredi. Ta prošnja poganskega stotnika je v cerkvi dobila domovinsko pravico in nas nekako uči, naj tudi mi na ta način prihajamo k Jezusu, oziroma naj ga prosimo, kako naj on pride k nam pod našo streho, saj te besede izrekamo vsakokrat pred prejemom svetega obhajila. Dragi verniki, koga naj pa mi pošljemo Jezusu, da bo za nas posredoval? Kdo na Jezusu izreče naše prošnje, če sami čutimo, da ne smemo, oziroma da ne upamo, kar neposredno k njemu? Najprej so to svetniki. Glejte, ta teden je godoval blaženi Lojze Grozde, ki je tako lepo pisal o Mariji, da toliko šmarničnih pesmi je zložil. In tako se moramo po tem mladeniču, ki je rekel, da je Evharistija sonce njegovega življenja, obračati na Gospoda in ga prositi, naj pride k nam. Potem pa seveda zlasti v mesecu maju imamo pa Marijo, ki je srednica vseh milosti, ki je vrata nebeška, ki je pomočnica kristjanov. Po njej se zlasti obračamo na Jezusa in ga prosimo, naj nas usliši. In to ste, dragi verniki, zlasti v tem majniku tako lepo in ganljivo in prisrčno storili, oziroma še nadaljujete v tem mesecu, ko se zbirate k šmarnični pobožnosti, ko vse družine tako lepo sodelujete in tudi otroki navajajo, da Marijo častijo. Vsem se zahvalim, če pa dovolite, pa po imenu tudi gospe Andreji, ki je lepo te lepe stavke, lepe misli vsak dan znova pripravila in so nam v spodbudo. Tako, glejte, se bomo tudi mi pri tej sveti maši po Mariji, srednici milosti, obrnili na Jezusa in ga prosili, naj pride pod našo streho, v naš dom, naj pri nas ostane in nas obsipava svojo milostjo in dobroto. Amen.